Netanjahu se sreča s Trumpom v Beli hiši, brez kakršnih koli izjav za medije. Kaj želita ta dva voditelja ohraniti v tajnosti? Poglejmo, kaj je Netanjahu povedal po srečanju s Seanu Hannityjem. Bilo je odlično. To je bila ena najboljših srečanj, kar smo jih imeli. In vedno mi je žal, da moram razočarati naše morebitne kritike, ki poskušajo najti, razpoke v našem zavezništvu. In kar najdejo, kot danes, je granitni zid. Ne želimo, da bi ta fanatični režim v Teheranu imel jedrsko orožje, s katerim bi grozil vsakemu Američanu, svetovnemu miru in obstoju Izraela. Torej imamo skupen cilj. In ta cilj bomo dosegli, bodisi po diplomatski poti ali na druge načine. A oba so temu zavezana. V redu, zanimivo je, da je Netanjahu rekel potencialni kritiki. Ker veste kaj? Niso ravno potencialni. Oni so naši kritiki. In moram reči, njegovi kritiki doma v Izraelu, Mark, preden je odšel v Washington, so bili kar privoščljivo zadovoljni, veš? So govorili, tukaj, Trumpu je končno dovolj Netanjahuja. Bil je kritičen, ker je Trump rekel nekaj v smislu, veste, Trump je pač Trump. Tako da je rekel nekaj takega. Ne potrebujem Netanjahuja, da mi pove, kakšen material je na Pickaxe Mountainu, nekaj takega. In vsi iz tabora, kdorkoli, samo ne BB, so to pograbili in rekli, ha. Zdaj je tu razkol, na katerega so vsi čakali. To je smešno. Najprej vemo, kako Trump govori. Drugič, tudi Trump je po srečanju objavil na Truth Social, da je bilo srečanje odlično. Zdaj, spet, ne vemo, kaj to pomeni. Vemo pa, da so bili tam 1:20 minut, kar je dolg sestanek. In ja, v sobi so bili prisotni tudi drugi ljudje. In rada bi samo povedala, da vem, da je veliko frustracij, ker se nismo vrnili k popolnim vojaškim akcijam. Še posebej, ker je Iran, ravno ko je potekalo to srečanje, Iran je napadel ameriške cilje v Jordaniji. Torej, Mark, kaj imaš za povedati o tem? Torej najprej, Trump je bil nekoliko prizadet zaradi članka v New York Postu, oziroma bolje rečeno ne članka, ampak novice, ki je trdila, da mu bo Netanjahu prinesel nove obveščevalne podatke o gori Pickaxe. Zdaj, kdorkoli je izdal to zgodbo, domnevam, da je bil Izraelec, je naredil veliko napako, ker nobenemu predsedniku ni všeč, da v časopisu prebere, kaj mu bo Netanjahu povedal, preden se sreča z njim, kaj ne? Drugič, sodelovanje, izmenjava obveščevalnih podatkov med ZDA in Izraelom je tako tesno, tako povezano, tako rutinsko, da če imamo informacije o gori Pickaxe, gredo skozi kanale. Ni jih treba dostaviti, da bi jih predsednik vlade predal predsedniku. Zato mislim, da če je šlo za izraelsko uhajanje informacij, kar je moje domnevanje, je bila to ogromna napaka. In seveda, če bodo Trumpa o tem vprašali, se bo uprl. Noče, da mu kdo govori, da mu bo Netanjahu predaval o tem, kaj ima izraelska obveščevalna služba. Hoče reči, vse dobim od ameriške obveščevalne službe. Torej še enkrat, če je bil to izraelski uradnik, ki je to razkril, ni dobro. Pravim, ne, tega ne bi smel storiti. To je bila napaka, slabo dejanje. Misliš, veš, želiš ustvariti zgodbo, izraelska obveščevalna služba ve, ampak v resnici začenjaš sestanek na slab način. Kljub temu se zdi, da tako ameriška kot izraelska stran ne povesta veliko o sestanku, ampak obe strani ga opisujeta kot zelo, zelo dober sestanek. Obe strani se strinjata, da je bil sestanek dober. To je znak, da je bil morda res zelo dober sestanek. In končno, rekli ste, da so bili ameriški cilji napadeni v Jordaniji, da je Iran napadel te cilje v Jordaniji. Bodimo iskreni. Imeli smo 13-14 dni obstreljevanja, potem smo imeli nekaj dni miru, zdaj pa kaže, da bi se lahko spet začelo streljanje. Ampak moramo videti, kako se bo to razpletlo. Ampak med vsem tem obstreljevanjem se je Iran doslej dosledno držal odločitve, da ne napade Izraela. Napadli so, naj preštejem, predstavljamo si zemljevid zaliva. Napadli so Kuvajt, Bahrajn, Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo, Katar, Oman in Jordanijo, vendar ne Izrael. In zakaj ne napadajo Izraela? Je to zato, ker nas nenadoma ljubijo? Prebrali so Herzlove knjige in se odločili, da je cionizem dober. Prebrali so Biblijo in odkrili, da imajo Judje dejansko povezavo s to deželo, ja. Ali pa jih odvrača strah. Ali jih je strah in morda jih je upravičeno strah, da izraelska vlada samo čaka na izgovor. Čaka, da naredijo kaj neprimernega, kar bi Izraelu omogočilo nesorazmeren odziv. Oprostite, mednarodni pravniki za človekove pravice, ja,
Včasih je nesorazmeren odziv, pravzaprav sorazmeren in nujen. Morda pa zato, ker se bojijo takega odziva, streljajo na vse v regiji, vendar ne na Izrael. Res je. Mimogrede, jaz napada na Islamsko republiko sploh ne bi imenovala napad na Iran. Iransko ljudstvo, ponovno moram poudariti, moramo jih ločiti od režima, ki mimogrede je ponovno začel izvajati usmrtitve zapornikov in vseh disidentov. Torej, veste, moramo iranskemu ljudstvu povedati, da vemo, da trpite. V redu? Zato ne reci Iran, Iranci. Kar želim povedati je, da po mojem mnenju ne obstaja nesorazmeren odziv na Islamsko republiko. In dovolite mi samo reči, to snemamo 29. julija. In razlog, zakaj to omenjam, je, da se stvari v regiji tako hitro spreminjajo. Tako da, kdo ve, kaj se bo zgodilo do takrat, ko bo to objavljeno. In tudi vemo, da sta Saudska Arabija in Združene države Amerike sinoči napadali iranske cilje kot odgovor. Spet, ko rečem po noči in po dnevi, je odvisno, v katerem časovnem pasu ste. Druga stvar, ki jo želim povedati, je, da v nasprotju s tem, kar trdijo številni nasprotniki Netanjahuja, on v resnici ni takšen hujskač vojne, kot ga obtožujejo. Kot da si želi samo napadati in napadati. To ni res. Seanu Hannityju je celo rekel, kakorkoli že deluje, če so to pogajanja, če je to, ne vem, kar hoče povedati je, da mu ustreza kakršenkoli način, kako zrušiti ta režim, jih odstraniti, od tam odstraniti jedrsko orožje in povsem spremeniti način, kako deluje Iran. In ni nujno, da je to po vojaški poti. Težava je, da J.D. Vance in njegovi prijatelji tam s Kofom in Kushnerjem z njihovo smešno memorandumom o soglasju, ki je že propadel, in veste, Islamska republika pravi, ja, želimo se pogajati, seveda, nikoli ne bomo ničesar odstopili in tako se ta mala igra nadaljuje. In vemo, da Netanjahu to ne verjame, vendar je zelo diplomatski, ko govori o komerkoli, ki je povezan s Trumpovo administracijo. Kar se tiče Netanjahuja, kot da bi ga obtoževali. In mislim, da ga veliko ljudi po svetu vidi kot nekoga, ki rad strelja iz boka in odstrani sovražnike, še preden ti lahko potegnejo orožje in podobno. Če uporabimo metaforo iz westernov, kaj ne? Najprej želi streljati, vprašanja pa postavljati kasneje. To ni res. In celo Netanjahujevi kritiki to priznavajo. Imate nekdanjega sodelavca, ko ste delali pri Jerusalem Postu po imenu Anshel Tefah, ki je napisal biografijo o Netanjahuju. Je izjemno kritičen do Netanjahuja. Zelo redko ima kakšno dobro besedo o njem. Ampak v knjigi pravi, da je Netanjahu zelo previden pri uporabi vojaške sile. Morda zato, ker je bil sam v boju in je videl, kako so ljudje okoli njega umirali. Morda zato, ker je njegov brat umrl v boju. Zelo je previden pri tveganju življenj naših mladih vojakov in vojakinj. Zelo previden. In čeprav mislim, da je na nek način njegov sloves, da za zajtrk je palestinske dojenčke, ja, to zelo dobro služi izraelskemu odvračanju. In dobro je, da se naši sovražniki bojijo udariti po nas. Kot sem rekel pred trenutkom, edini razlog, da Iran danes ne napada Izraela je, ker se bojijo našega odziva. To je dobra stvar. Če pa pogledamo Netanjahuja zgodovinsko, je bil zelo previden pri uporabi IDF. Ni človek, ki bi deloval nepremišljeno, ravno nasprotno. In to vemo iz njegovega zgodovinskega zapisa. Glede večjega vprašanja, ki ste ga omenili o memorandumu o soglasju in govorili ste o podpredsedniku in drugih predsednikovih svetovalcih, na koncu je bila to Trumpova odločitev. Izbral je memorandum o soglasju. In mislim, da bi moral Netanjahu, predsedniku na tistem 80-minutnem srečanju, povedati, da je bil memorandum o soglasju 60 dni, ko bi bili ožine odprte. In v tem času bomo, po Trumpovih besedah, se pogajali o koncu iranskega jedrskega programa, da bi Iranci na takšen ali drugačen način razstavili svoj program. Imeli so 60 dni, da dosežejo dogovor o tem po diplomatski poti. In kar smo dejansko videli, je, da nihče ne govori o jedrskem programu, ker je bil prvotni memorandum o soglasju, ki je določil, da bodo ožine odprte, so Iranci takoj kršili in povzročili težave v ožinah. To je bistvo. Tako, vsi govorijo o ožinah in pogojih za odprtje ožin. Nihče pa ne govori o težkem delu, kar pomeni reševanje jedrskega vprašanja, kot je Netanjahu povedal Seanu Hannityju, je ključno vprašanje. In mislim, da je Netanjahu moral poudariti na srečanju, karkoli se zgodi v zalivu,
Karkoli se zgodi z ožinami, karkoli se zgodi s prometom nafte iz zalivskih držav. Ja, najpomembnejša stvar je, da ostanete osredotočeni na bistvo. In to bistvo je iranski jedrski program, ker je vse podrejeno tej zadevi. In lahko rečem le, da so vsi ljudje, ki so osredotočeni samo na vprašanje nafte in prometa v prilivih, če bi Iran kdaj dobil bombo. Bog ne daj, ampak teoretično, če bi kdaj dobili bombo, pomislite, kaj bi lahko naredili, če bi izsiljevali z nafto in kdo bi jih lahko ustavil. Potem cena nafte ne bi bila $100 za soček. Lahko bi bila $200 za soček. Lahko bi bila $300 za soček, ker bi Iran z jedrskim orožjem lahko počel stvari, za katere se danes zadržuje. In to pomeni, da bi lahko popolnoma zaprl ožine in počel, kar bi želel, postavljal vse mogoče zahteve. Torej vsi tisti, ki jih skrbi cena nafte v zahodnih državah, morajo vedeti, da če bi Iran kdaj dobil jedrsko orožje, bi bilo veliko slabše. In ključno je, da to pravilno uredimo. In Netanjahu je, sem prepričan, to povedal predsedniku Trumpu, pozornost mora biti usmerjena na glavni cilj, na glavno vprašanje. In to je iranski jedrski program. Prav, ampak veste kaj? Tudi Trump to ve. In Trump. Tudi je rekel, da je memorandum neumnost in da ne pomeni ničesar. Mislim, on je tisti, ki je tudi rekel, da je propadel. To niso bile njegove točne besede, ampak veš, on je že to naredil in da jim to dovoljuje. In se tudi vedno znova vrača k tej frazi, umirajo od želje, da bi govorili z nami. Prosili so nas, naj govorimo. Ja, seveda, ko sklenejo dogovor, ga običajno ne držijo. Nenehno ponavlja te stvari. Ena od prednosti, da Trump nekaj reče, potem pa reče nasprotno in tvita in vse to, je tudi ta, da to zmede Teheran. Prav, da to zmede Izrael, vemo, da to zmede ameriško ljudstvo, kar vemo, ampak to zmede tudi sovražnika. To je dobra stvar. Kot ste rekli, to je dobro. Ni vam treba, da vedo, morate jih pustiti v negotovosti in so živčni. In vsakič, ko to mislijo, Trump je v resnici šibek in začnejo napadati. In res se zdi, da imajo zalivske države za šibke. Kar naprej oni, torej Islamska revolucionarna garda, stalno ciljajo tiste države v zalivu. Ampak oni to počnejo in preizkušajo Trumpa. In vsakič, ko reče, v redu, vrnili se bomo k pogajanjem. Opazila sem, da so republikanci, ne protivojni republikanci, ampak tisti, ki podpirajo Trumpa in so bili za vojno, zelo frustrirani. To vidim povsod na družbenih omrežjih. Govorijo, kaj počne in zakaj tega ne izpelje do konca. Zakaj tega ne izpelje do konca. Zdaj, ne bomo mogli natančno vedeti, ali je bilo vse to strateško, ali je Trump samo govoril. Ne bomo vedeli, dokler o tem ne bomo govorili retrospektivno. Ampak eno stvar pa vemo, in tukaj moram nekaj pripomniti o izraelski levici, prav? Ker ko rečeš, da prihaja do uhajanja informacij in rečeš, da je morda nekdo iz Izraela, morda nekdo pušča informacije v New York Post ali New York Times in tako naprej. Eno od stvari, ki jih imamo tukaj, so izraelski strokovnjaki za Iran, kot je Ronen Bergman, ki piše za izraelski tisk in piše tudi za New York Times. Enako velja za Baraka Ravida. On je pri Axiosu in je tudi pri Idiota Hronot in na kanalu 12. In ta dva človeka, ki sta glavna strokovnjaka za Iran in odnose med ZDA in Izraelom, prezirata Netanjahuja. Mimogrede, tudi Trump ima ni prav nič pri srcu. Ampak kar imajo všeč je reči, vemo to, ta vir nam je povedal to, in oni vir nam je povedal ono. In kadar so viri anonimni, bodite previdni. Prav, ker to vam samo pokaže, da tega ne morete izpodbijati. In zato ne bi, jaz sem vedno zadržana glede teh uhajanj informacij in podobnih stvari. Včasih pa se zgodi, da so uhajanja informacij namerna, da bi preslepili sovražnika, kot smo videli v preteklosti pri operaciji s pozivniki in vsem tem. Samo še ena zadnja stvar. To je bil pogreb Lindseyja Grahama. Ta intervju, ki ga je Netanjahu dal Seanu Hannityju, pravzaprav je prišel iz pogreba v studio, da bi opravil ta intervju. In ena stvar, ki smo jo slišali prejšnji teden, so bili posnetki, bil je tudi video Lindseyja Grahama v njegovi pisarni, kako se pogovarja po zvočniku s premierjem Netanjahujem lani, ne vem, pred nekaj meseci. In bilo je na zvočniku in slišali smo Netanjahuja, videli pa Lindseyja Grahama. In Lindsey Graham je rekel, kmalu bom govoril s Trumpom in ga želim prepričati, da se vam pridruži vašim zračnim silam in napadu na Libanon, Hezbolah v Libanonu. In Netanjahu mu je rekel,
To je zanimiva ponudba. Ampak raje membi. Najprej moramo poskrbeti za Iran. Poskrbeti moramo za eno stvar naenkrat. Hezbolah ne zdaj. Trenutno nočemo vpletati ameriške vojske, letalskih sil in izraelskih letalskih sil v Libanon. To je v skladu z njegovo previdnostjo. In to je bila Lindsey Graham, ki je rekla, naredimo to, gremo na to. In potem je Lindsey rekla, izpostavljaš zanimivo poanto. Imeli so zelo prijazen pogovor, ampak bil je pripravljen poklicati Trumpa in reči, pojdi v to. Torej, če omeniš Libanon, mislim, da je povsem mogoče, da bi bila Iran in jedrska grožnja očitno v ospredju na srečanju v Beli hiši med obema voditeljema. Ampak tudi Libanon bi lahko bil omenjen. Spomni se, prav prejšnji teden je predsednik Libanona, ki ni prijatelj Hezbolaha, je bil v Beli hiši. In ali je mogoče, da se na libanonskem področju glede vprašanja Hezbolaha dogaja kaj učinkovitejšega za soočanje z grožnjo in napredovanje v smeri miru med Izraelom in Libanonom? To bi lahko bilo na dnevnem redu. O vprašanju Sirije so ljudje v zadnjem času več govorili. Ne mislim, da obstaja možnost za mirovni dogovor s Sirijo, ampak ali bi lahko obstajal kakšen dogovor o varnostni ureditvi? Mislim, imeli smo varnostno ureditev, ki jo je leta 1974 izpogajal Kissinger. Ni temeljila na ljubezni, temeljila je na odvračanju. Temeljila je na, in resnica je, da je bila od leta 1974 do začetka sirske državljanske vojne meja na Golanski planoti zelo, zelo mirna, skoraj popolnoma mirna, ker so imeli Sirci interes ohraniti ta dogovor. Ali je mogoče skleniti še en tak varnostni sporazum z novim sirskim voditeljem? In tretjič, Saudska Arabija je spet v ospredju zaradi jedrskega dogovora z Združenimi državami. In potem je Trump zelo jasno povedal, da bodo dobili jedrski dogovor le, če pride do normalizacije. Tako ljudje spet govorijo o normalizaciji. Normalizacija z Izraelom. Seveda z Izraelom. Naj bo to jasno. Normalizacija med Izraelom in Saudsko Arabijo. Širitev Abrahamovih sporazumov, kar si predsednik želi videti. In ali je mogoče, da je bilo tudi to omenjeno? Mislim, bilo bi super biti muha na steni tega srečanja, ker sem opazil, da je Netanjahu, ko je odpotoval iz Izraela v Washington, govoril o Iranu, a je govoril tudi o priložnostih za širitev kroga miru. In ponovadi, ko Netanjahu nekaj reče, je to zato, ker veste, temelji na nečem. Ni mu bilo treba tega povedati. Lahko bi preprosto rekel, da bomo branili Izrael in poskrbeli, da Iran ne dobi bombe. Ampak dodal je tudi tisti stavek, kar me napeljuje na misel, da bodisi na libanonski fronti, ali na sirski fronti, ali na saudski fronti. Netanjahu in Trump delata na nečem, kar bo preboj za mir. In na koncu, če dosežeš dogovor z enim, dvema ali vsemi tremi od teh ljudi, je to na mnoge načine politična zmaga nad skrajneži, kot so Hamas, Hezbolah, revolucionarna garda in iransko vodstvo. Da, vsi so proti vsakemu miru in sodelovanju. In če lahko, z ameriško pomočjo, dosežemo dogovore z vedno več arabskimi državami, to je zmaga z veliko začetnico Z. V redu, veš, kako se počutim glede te besede mir, ko smo sredi svetovne vojne. Vedno sem govorila in vem, da imaš ti drugačno mnenje o tem. Vedno rečem, ko slišiš besedo mir, se skloni. Prav, zato tega ne maram uporabljati. Ja, obstajajo dobri sporazumi o sodelovanju, ja, in časih je mir, prav? Ampak trenutno ima Saudska Arabija, ena največjih težav, ki jih je imela Saudska Arabija, ali veš, zakaj se nikoli ni nameravala pridružiti Abrahamovim sporazumom? Je to, da so Abrahamovi sporazumi njihova lepota, poleg tega, da so protiiranska os, drugo in veliko sodelovanje z Izraelom. Ena glavnih prednosti tega je bila, da smo lahko prvič vsi dokazali, da palestinska država ni pot do kakršnega koli miru med Arabci in Izraelom v regiji. To je bila velika levičarska laž. Ni miru. Pot do miru je pri Palestincih. V redu. Zdaj, ko je Bidenova administracija prevzela oblast po prvi Trumpovi administraciji, je poskušala uničiti Abrahamove sporazume, tako da je na srečanja na Negevskem vrhu in povsod vabila palestinske predstavnike. Bilo je naravnost ogabno. Zdaj Saudska Arabija še vedno vztraja pri tem stališču. Ni pa, da bi Savdici res kaj marali za Palestince. Res jim ni mar. Nobena arabska država jim ni mar. In zdaj to vemo zagotovo, saj niti ena sama ni pristala, da bi sprejela ženske in otroke med vojno v Gazi. Prav. Tako da mi prihrani s tem, da jim je mar za palestinsko državo. Ni, Jim. Ampak to je njihova vstopnica v zahodni način razmišljanja. Torej, ena od zanimivosti je bila, ko je Trump rekel, da bo sklenil dogovor s Savdici. Izraelci so postali nervozni. In potem je rekel, počakajte, ampak oni morajo, ampak pod pogojem, da se pridružijo Abrahamovim sporazumom.
Tako smo rekli, v redu, super. In to nas pripelje do Turčije. Rekel je, da bo Turčiji prodal letala F-35. In potem je Turčija smrtni sovražnik Izraela in on, Trump, kar naprej pravi, Erdogan je moj prijatelj. Turčija je moja zaveznica. In zato smo postali nervozni. Zakaj? Ker so tista letala nezaznavna. Pomagajo zaznati vsak sovražni izstrelitev. In to je zelo, zelo nevarno za Izrael. Ampak potem je Trump spet rekel, rekel je, da še niso izpolnili ameriških zahtev, da bi prejeli ta letala. Vendar pa je zdaj tik pred tem srečanjem spet rekel, oprostite, vemo, da Turčija ne mara Izraela, ampak oni so moji prijatelji. Torej ne vemo, kaj se dogaja, ampak vemo eno stvar, da ste vi tisti, o katerih se govori, ko rečete mir, krog miru. Samo počakajte trenutek. Najprej zmagajmo v vojni, preden govorimo o krogu miru, prav? To je moje mnenje o tej zadevi. Tako da ne morem reči, da se z vsem, kar si povedal, ne strinjam. Mislim, da je zmaga v vojni ključna za širitev kroga miru, ker lahko le zato, ker je bil Hezbolah v Libanonu uničen, Libanon sklene mirovni sporazum z Izraelom. Ker ko je Hezbolah odločal o vsem v tej nesrečni državi, nisi mogel doseči miru, enako je v Siriji. Ne bi mogli imeti varnostnega sporazuma z novim režimom, če ne bi med prehodom med Asadom in novim režimom obglavili njihov vojaški vrh in uničili njihove vojaške sile. In med dejstvom, da Iran ne nadzoruje več Sirije prek režima Asada. Z drugimi besedami, vojaška zmaga Izraela je pogoj za napredek pri vseh teh stvarih. Enako velja za Savdice. Če si Savdici želijo miru z Izraelom, to ni zato, kot sem se prej pošalil v drugem kontekstu, ni zato, ker bi nenadoma prebrali Herzla in postali cionisti. Ni zato, ker bi Savdici prebrali Biblijo in rekli, da judovsko ljudstvo pripada tja. To je zato, ker imajo Savdici strateški interes, da bi imeli izraelskega zaveznika. Ker je Izrael močan, nihče ne potrebuje šibkih zaveznikov. In zato seveda verjamem, da je vojaška zmaga pogoj za stvari, ki jih želimo doseči. Morda pa, ker smo vojno vojaško zmagovali, je to že ustvarilo potencial, ki ga bomo videli uresničenega. Ampak pravilno ste rekli, da arabske države, to so moje besede, ne vaše, le na videz podpirajo palestinsko stvar in v resnici nočejo pomagati Palestincem. In celo naravno ste rekli, niso sprejeli, velikih skupin palestinskih žensk in otrok iz Gaze. Nasprotno. Velike skupine. Niso sprejeli so nekaj ljudi za bolnišnice in stvari in tudi trenutno. In ko so prišli iz bolnišnice, so se morali vrniti v Gazo, kaj ne? Ampak morate razumeti, da ima arabski svet težave s Palestinci. Jordanija je sprejela veliko Palestincev in ti so se uprli kralju ter poskušali uničiti državo. Videli smo, da je Kuvajt sprejel veliko Palestincev in ko je Saddam Hussein napadel Kuvajt Kdaj je bilo to? V prejšnjem stoletju? Ne, prejšnje stoletje. Potem so nenadoma vsi Palestinci postali zvesti Saddamu in so bili proti kuvajtski vladi. In vsi ljudje v zalivu so bili besni na Palestince. In v Libanonu. Libanonska državljanska vojna se začne v 70-ih letih zaradi palestinskega vpliva. Torej, če mene vprašate, ali so arabske vlade prestrašene in zaskrbljene zaradi sprejemanja Palestincev. Seveda so zaskrbljene in prestrašene, ker je bilo preveč izkušenj. Samo vprašajte Jordance, vprašajte Kuvajčane, vprašajte Libanonce, tudi Egipčane. Ko vidijo prebivalce Gaze, pomislijo na Hamas. Hamas je kot muslimanska bratovščina. To so ljudje, ki so poskušali prevzeti Egipt in teroristi, kaj ne? Torej, arabski svet na nek način, ko dajejo prazne obljube, a jih nočejo izpolniti, to ni nerazumljivo. Ampak navezal se bom na nekaj drugega, kar ste rekli. In sicer, veličina in pomembnost Abrahamovih sporazumov je v tem, da so Palestincem odzeli pravico veta pri sklepanju miru z arabskimi državami. In to je bilo ključno. Ampak bi rekel, in to pravim vsem, ki verjamejo v mir na Bližnjem vzhodu, da morda zdaj ni mogoče, vendar mislijo, da bi bilo mogoče nekega dne v prihodnosti. Če Izrael sklene mir z vedno več arabskimi državami in vedno več muslimanskimi državami, in zdi se, da je to zgodovinski trend, ne moremo biti prepričani, kdaj se bo to zgodilo. Ne moremo biti prepričani, kako hitro se bo to zgodilo. Ampak trenutno imamo mir s kakšnim pol ducata arabskih držav, kaj ne? Bo kmalu to ducat držav. Bi to lahko bilo? Bi to lahko bilo 18? Ja, številka se bo povečala. In mislim, da za vse tiste ljudi, ki jim krvavi srce za Palestince prav, njihovo vodstvo se nikoli ni resno pogajalo z Izraelom za mir. In videli smo njihov neuspeh, da bi obsodili napad 7. oktobra. Ja, to preprosto izstopa. Kako vas lahko štejejo za, govorimo o tako imenovanih zmernih Palestincih na Zahodnem bregu? Če ne morete obsoditi, sem rekel tako imenovanih, niti treba delati takšnega obraza, Ruti. Tako imenovani zmerni Palestinci na Zahodnem bregu, če ne morete obsoditi 7. oktobra, kakšen mirovni partner ste? Ne morete obsoditi posilstev, ne morete obsoditi pokolov, ne morete obsoditi obglavljanj,
Ne morete obsoditi jemanja talcev, vsega tega niso mogli obsoditi. In zato večina Izraelcev ne misli, da imamo mirovnega partnerja. Ampak morda, ko vedno več arabskih držav sklepa mir z Izraelom, ko vedno več muslimanskih držav sklepa mir z Izraelom, ali bi to lahko ustvarilo pogoje, v katerih bi se palestinsko razmišljanje v prihodnosti spremenilo. Ne danes, ne jutri, ampak nekje v prihodnosti, ker se Palestinci na koncu vidijo kot sestavni del arabskega in muslimanskega sveta. In če sta arabski in muslimanski svet bolj odprta do Izraela, ali to ne bi moglo ustvariti priložnosti za Palestince v prihodnosti? Tudi da ponovno opredelijo in naslovijo svoje zgodovinsko sovraštvo, sovražnost in zavračanje kakršnihkoli resnih kompromisov z Izraelci. Poslušajte, vse se lahko zgodi. Prav, to bo po moji smrti. Če želite, lahko poskusite, veste, uporabiti Ouija desko in mi sporočite, če se to kdaj zgodi. Gotovo ne vidim, da bi se to zgodilo za mojega življenja. In vedno sem skeptična, ko rečeš, veš, da je s tem vedno več miru. Zakaj sem glede tega skeptična? Nisem skeptična glede tega, da bi imeli dobro, recimo, zavezništva, ki so varna. Ampak če vzamete Libanon kot primer, predsednica Libanona, čeprav sta Izrael in Libanon dosegla dogovor, da izženeta Hezbolah iz Libanona in zaradi tega je Hezbolah uničil to državo. In predsednica Aounova celo zavrača telefonski pogovor s predsednikom vlade Netanjahujem. V redu. In nočem več slišati niti ene osebe, ki bi mi rekla, no, saj veš, boji se, da bi ga lahko umorili v atentatu. Ampak, veš, Sadat je bil umorjen v atentatu, ko je sklenil mir z Izraelom. Seveda, celo Sadat, ki je sklenil mir z Izraelom, je moral dobiti velik kos zemlje. Vredo. Kar poskušam povedati je, jaz veš, zame to ni mir. Tip noče niti govoriti z njim po telefonu. In še vedno pravi, da mora Izrael zapustiti našo državo. Resno, prijatelj, Izrael mora zapustiti vašo državo. Zahvali se Izraelu, ker je ubil tiste teroriste iz Hezbolaha, od katerih je veliko, in tega ne morete storiti niti v svoji vojski. Vaša vojska je polna Hezbolaha. Torej, veš, Jaz sem povsem za dogovor, ki se sklepa med Libanonom in Izraelom, brez dvoma, sem za to. Ampak nimam rožnatih očal glede tega in glede predsednika Aouna. Tako da bom rekel, da ni moja naloga braniti predsednika. Mislim, da želi biti zelo previden. Želi iti naprej. Jasno je, da želi iti naprej. Jasno je, da vidi svoj cilj kot nekdanji načelnik generalštaba libanonske vojske želi videti, da se libanonska vojska vrne na položaj, kjer je edina oborožena sila. Katera država ima na svojem ozemlju tako neodvisno tujo vojsko, kot je Hezbolah, ki deluje kot iranska posredniška sila na libanonskih tleh? To počne ne zato, ker bi bil cionist. To počne, ker je libanonski domoljub. In rekel bi, veste, ko sem bil v vladi vsa ta leta, je vedno obstajalo to neskladje med tem, kar Arabci govorijo javno, in tem, kar povedo za zaprtimi vrati. Spomnim se, ko sem gledal intervjuje arabskih voditeljev, ki so imeli sestanke recimo z ameriškim predsednikom ali britanskim premijerjem ali francoskim predsednikom in bi rekli, da govorijo o palestinskem vprašanju. In v resnici, ko so vrata zaprta, to morda omenijo enkrat, potem pa se osredotočijo na Iran ali na kakšno drugo temo. Ja, in zato moramo sprejeti, da je to žal pravilo igre. Obstaja velika razlika med tem, kar je včasih javno sporočilo, in tem, kar ljudje dejansko govorijo, ko so vrata zaprta in kamere ugasnjene. Ampak bližamo se koncu našega podcasta. V redu, samo trenutek, prosim. Samo povedati želim, da je ravno obratno, kar si pravkar rekla o tem, kaj se dogaja za zaprtimi vrati. Jezik je drugačen. Ja. Kar smo videli pri Arabcih in še posebej pri Palestincih ter vseh Arabcih, je, da v angleščini, ko govorijo z Zahodom, rečejo eno stvar, v arabščini pa povedo, kaj v resnici mislijo. Torej ni samo tako, deluje tudi v obratni smeri, Mark. Torej, kot si rekel, res prihajamo do konca. Ampak ne moremo zaključiti tega prenosa, ne da bi se zahvalili. Velika zahvala Boy Georgeu za njegovo neverjetno pesem, ki jo je izdal včeraj ali predvčerajšnjim. O 7. oktobru festivalu Nova in Pokolu, ki ga je izvedel Hamas. In zakaj si zasluži veliko pohvalo? Ker je umetnik, izvajalec in vsi njegovi prijatelji iz industrije so se obrnili proti njemu. Kot to običajno naredijo. Vsi antisemiti so prilezli iz svojih skrivališč. In rada bi vam prebrala nekaj besedila te pesmi in razložila, zakaj Izraelci navijajo. Mimogrede, škoda, da sploh moramo navijati. To, kar pravi, je očitno. Mimogrede, ni Jud. Pravzaprav je Britanec. Je irsko-katoliškega porekla. To je njegova pesem, ki se imenuje We Will Dance Again, v povezavi z glasbenim festivalom Nova.
Ti praviš genocid, jaz pravim, da je to vojna. Ko si napaden, je zato tukaj vojska. Ali postane grdo? Seveda postane. Ko vem, da nas želiš vse do zadnjega ubiti, nikoli ne omeniš 7. oktobra. Mlade so posiljevali ob drevesih, brutalno so jih ubili samo zato, ker so plesali. Obsojate Jude s selektivnim spominom. Glasbeniki držijo zastave, kot ovce ponavljajo za drugimi. Propaganda, ki jo poganja internet, se zdi tako šibka. A verjemi mi, spet bomo plesali in vojne ne bo. Če pa si kdaj zmeden, sem na strani Judov. Ne počutim se pogumno. Samo obnašati se moram kot človek. In potem konča v hebrejščini. Mimogrede, njegov naglas v hebrejščini je kar dober. Zaključi s tem, to pomeni vojno, ko pridejo, da te ubijejo. In to pomeni, da ti rečeš genocid. Jaz rečem vojna, ko pridejo, da nas ubijejo. Tako da želim še enkrat povedati, radi te imamo, Boy George. Najlepša hvala. Lahko rad bi dodal, da žal v progresivnih umetniških krogih je Izrael umazanija, Izrael je zlo. In te vrste miti, veste, nacisti so govorili o Judih v kulturi in tem. In tukaj karkoli, veste, ljudje, ki podpirajo Izrael, so izključeni, ljudje so bojkotirani. To jih prizadene, to škoduje njihovim nastopom. Veste, v preteklosti so umetniki želeli nastopati v Izraelu in nenadoma so se morali umakniti, ker so bile zelo agresivne kampanje proti umetnikom, če si nastopal v Izraelu in tako naprej. Boy George dela pravo stvar. Škoda je, kaj ne, da je tako malo takšnih kot on. Ampak morda, da bi se postavil proti vetru ali proti orkanu antiizraelizma, antisemitizma, anticionizma. Zato pa je potrebna hrabrost, predanost in moralni pogum. In to ima Boy George. Kot rečemo v hebrejščini, kol hakavot. Dobro opravljeno, Boy George. Amen. Torej, vrnili se bomo naslednji teden. Veselim se tega, Ruthi.